ti si primer družine, živiš s žensko, ne, in imate otroke. Torej, ti si primer te družine. Povej mi, kakšno sporočilo dobivate od gospoda Primca in njegove koalicije za otroke gre, ki trdijo, da takšnih družin pravzaprav ne sme biti? Ja, točno to, torej mi smo družina, danes imamo tukaj še nečaka, torej sva pripeljali 3 otroke, bomo rekli. Ta sporočila, ki jih dobivamo od njih, pravzaprav nimajo veliko veze z nami, ampak pač z njihovimi lastnimi frustracijami. Seveda pa čutimo nekako zavračanje in ta njihov neotruden, neomoren boj, da bi nas zanikali, kot da ne obstajamo. Ampak ravno zato je ta parada pomembna. Zdaj pač, ko bo zakon lepo uveljavi, bomo to uredili na pravni ravni v naslednjih, ne vem koliko letih, pa pač upam, da bo to tudi družba pripoznala tako, kaj je treba in da se ne bo nobenemu treba več pretvarjati, tako kot Primcu in podobno. Jaz moram reči, da imamo v resnici mi zelo pač pozitivne in prijetne izkušnje z vsemi ljudmi in tudi institucijami, s katerimi pridemo v stik. Skratka, te koalicije, kot so zelo glasne, kadar niso v stiku z nami, bom rekla. Tako da drugače pa to res s temi diskriminacijami, ki so pač posledice zakonskih lukenj, kot naprimer neupoštevanje davčne olajšave v primeru brezposelnosti, nemožnosti zavarovanja brezposelne partnerke, na koncu, če bi pa človek želel tudi nemožnost poroke, potem neka ta dokaj dolgotrajen posvojitveni postopek in take zadeve. Te je morda kaj strah, da bi se tvoji otroci v šoli še vedno srečevali z neko zaznamovanostjo, da so iz drugačne družine? Niti ne, se pravim, šole se mi zdi, da so vse bolj pripravljene, tudi posamezniki se spreminjajo, če imajo na začetku neke zadržke, ko pač stopijo v kontakt in se pogovarjamo, se te stvari spremenijo, tako da jaz mislim, da smo tukaj na dobro poti. So tvoji otroci srečni in zadovoljni? Mislim, da ja. Torej ni samo mati, oče in otrok recept za neko zadovoljstvo? Seveda ne, mislim, da danes toliko malo družin v resnici živi v tej nuklearni družini, ampak ne. Recept je čim bolj odprti odnosi, potrpežljivost, skrbnost, ljubezen, te stvari. Pa ne prevelikih pričakovanj do sebe in do otrok in do družbe. Sigurno se otroci že odraščajo v takih družinah, ki so precej slabši, ampak meni se zdi predvsem ta cela koalicija za otroke se mi zdi blazno, taka prav grozljiva, tipična ideološka propaganda, ko se vedno ozira tako na nekoga, joj, taj šibkejši, ubogi otroček, sej mene ne motijo geji pa lezbijke, ne, ampak joj, boh ne dej pa temu izpostavljati otročke, oni so pa še nedolžni, tako da ga prav grda, da svoje predsodke v bistvu izgovorim, da nekoga šibkejšega ščitiš. Tukaj pa pač poznam par teh otrok, ko odraščajo v takih zadevah, jim je pa totalno jim ni problema. Poznam tukaj 3 otroke, ko jim je čisto sploh jim ni frke, tako da to je prav finalsko. Jaz bi obrnil vprašanje rajše takole in bi rekel, ne vem, kaj pa tisti otroci, ki nimajo nobenega starša in v Južni Afriki, v Afriki, kjer je umrlo na milijone staršev obeh spola in so otroci popolne sirote. Za kakšno družino imajo tisti otroci? In pred kratkim sem bral, v Veliki Britaniji je bil članek o posvojitvah najbolj problematičnih otrok, ki so invalidi, ki imajo različne bolezni, skratka otroci, ki jih noče nihče drug posvojiti. In v glavnem edini, ki posvajajo takšne otroke, so geji, lezbijke, transseksualci in brez njih bi ostalo veliko število takih otrok neposvojenih in bi ostali v domovih tudi naprej. Oče in mati je pač nek ideal, v katerem lahko družba stremi, ampak dejstvo je, da vsi otroci ne živijo v takšnih družinah. Veliko je pač družin, kjer je samo eden od staršev ali mati ali oče, v nekaterih družinah ni nobenega. Skratka, eno je ideal, drugo je realnost in realno življenje. Poglejte, ko
človek živi v družini, v kateri se razkrije gej, postaneš dosti bolj širok. Jaz verjamem, da koalicija za otroke gre, da razmišlja pravilno in da si želijo tudi, da bi naredili nekaj dobrega za otroke. Vendar problem v tem svetu je, da mislimo, da je dobrota dobra samo tista, ki jo ponujam jaz. V bistvu pa na svetu, kjer je 7 milijard ljudi, bomo morali iskati resnice in dobrote na večjih tirih. In tako bomo morali tudi v Sloveniji. Za tistih nekaj otrok, za katere gre za posvojitev, mislim, da ni potrebno, da se ustanavlja koalicija, da se dvigne toliko prahu. V tem času pa je že toliko otrok lačnih, vsak dan iz ure v uro bolj revnih in toliko otrok je brez ljubečih staršev, ali sta to mama in oče, ali sta to 2 očeta, ali sta to 2 mami. Polagam na srce vsem, naj se zamislijo, pogledajo svoje srce in naj pogledajo, kaj resnično gre za otroke. Človek je naravnan na to, da vsaka skupina ima seveda tudi odklone in prav tako, kot jih imajo, kot ste rekli, da obstaja nasilje nad otroci, ki živijo z mamo in z očetom, verjamem, da bi prišlo tudi v drugih skupinah. Vendar, če bomo razmišljali o tem, v prvem koraku samo, kaj se bo zgodilo na tej poti negativnega, potem si kujemo negativno pot. Nikoli se ne vprašamo na začetku poti, kaj je v tem pozitivnega. 2 istospolna partnerja, ki si iz srca želita imeti otroka, v Sloveniji tega ne moreta narediti. In otroci, ki pravzaprav čakajo na posvojitve in bi morda v srečnih partnerskih zvezah doživeli srečno otroštvo. Predstavljam si, da si je težko predstavljati, kako je, če živiš v istospolni družini, tistim, ki tega niso videli. Jaz kot mati geja lahko povem, da stopiš čez ta prag, je to popolnoma enostavno. Kajti pogledala sem sebi v srce, svojega sina imam rada in zaradi tega ne potrebujem ne novele, ne zakonika. Želim si, da bi zagotovila, da bi moj otrok živel v srečni družbi, kjer bi se pravzaprav kjer se ne bi bilo potrebno boriti za to, da bi bili sprejeti, ampak bili sprejeti kar sami po sebi. Ja, jaz mislim, da pač mogli bi to sprejemati. Ja, pač mogli bi to sprejemati. Da bi se otrok počutil enakopraven drugim družinam, kot imajo mamo in očeta. Da to ni narobe, da ima 2 mami ali pa 2 očeta. Je pa res, da to veliko vpliva na otroka. Ja, mislim, da ga tudi v šoli ne bi bili dobro sprejemali, oziroma ga ne sprejemajo, ker mislijo, da je drugačen od ostalih, ker ima 2 mami ali pa 2 očeta. In pa se verjetno tudi on ne počuti dobro. Ja, največ je na starših, najprej morajo oni začeti sprejemati, da lahko pošljajo otroci. Sploh dojamejo, da je to nekaj normalnega, da je to sploh v redu. Ker če starši ne sprejemajo, tudi otrok ne bo. Ja, zelo slabo, že nasplošno, ne samo otroci, ki so istospolnih, pač otroci istospolnih staršev, že nasplošno jih to vpliva, ampak to pač starši upam, da jih bolj podpirajo pri tem. Huje je v bistvu za dosti koga, ko je še otrok sam in se sooča s tem, pač da je gej, lezbika, bi, trans ali kakoli. In to je najhujše, zato ker si otroci so zaradi tega preveč depresivni in si prevečkrat tudi vzamejo življenje. Kaj je rešitev? Strpnost. In jim pokazati, tako danes na tej paradi, da je okej biti gej, lezbika, bi, transseksualec. In da je okej, in da je tudi to čudovito življenje. Ja, definitivno ne dobijo sporočila o ljubezni. Spet so priučeni, nekaj jim je priučeno, da mora nekaj zavračati, da nekaj ni sprejemljivo. Tako da ne vem, meni sploh ta sama kampanja za otroke gre, deluje totalno zgrešeno, ker če bi oni res tako skrbeli, kako je otrokom v državi, bi, ne vem, mogoče ves trud vložili nekam drugam. Velike otroki so lačni, ki nimajo nekih življenjskih potrebščin in če
so že toliko otroci njim pomembni, ne vem, zakaj ne delajo za nekaj dobrega, ampak hočejo neke osnovne človekove pravice manjšine zatreta. Pa sploh vpletenost cerkve, tudi to mi recimo osebno ni všeč, ampak taka je pač naša klima v državi. Mislim, dosti še vedno močna tukaj katoliška cerkev in Vatikan. Jaz se mi zdi, da glede na to, koliko staršev je ločenih, glede na to, koliko nasilja tudi v starih družinah, ne vem, mogo bi se počutiti najprej kot otrok, da si znam predstavljati to situacijo, ampak se mi zdi, da je tako neko poudarjanje nekega normalnega oziroma naravnega, pač vse to, kar je cerkev, institucija sporočena. Jaz mislim, da verjetno ni dobro premisleno, ker že njegov slogan za otroke gre, jaz v tem ne vidim, da gre za otroke. To gre bolj verjetno za njega, za ljudi, da se sami sabo ukvarjajo, ne pa za otroke. Se je tako sama rekla, obstajajo razne družine, obstajajo tudi so otroci, ki nimajo družine, konec koncev. Zame je vedno v bistvu, ali človek dober ali ni. Ne pomeni, da recimo, če standardna družina, bomo rekli, po teh pravilih, da bo kaj boljše. Zakaj pa imamo v časopisih cel čas neke primere problemov, nasilja v družini in tako naprej. Potem takem tega ne bi smelo biti. Mislim pa, da je tudi problem v tem, da je tu prisoten en strah. To je običajno ta dejavnik, ki povzroča, da si proti nečemu, ker te strah nečesa. Dokler tega ne spoznaš, se boriš proti temu. To je nažalost statistično vedno človeški naravi. To se mi zdi en zelo slab izgovor. Otroke vzgajajo lahko, da so pari, da je to homoseksualni, da je to biseksualni in mislim, da to ni pravica samo očeta in matere, da imajo otroke oziroma imajo družine. Družine imajo lahko vsak, saj pravzaprav v svetu ogromno otrok, ki so po sirotišnicah in kjerkoli že in ne bi smele biti prepreke za posvojitev, če nimajo pač svojih. Slabo, pravzaprav sovraštvo vzbujajo, namesto da bi jih poučili, kaj je res in kako. V človeški naravi je vse in moraš razumeti človeka, ne pa da ga obsojaš pa zaničuješ. To bi morali otroku povedati. Upam, da jim dajo starši zamaške v ušesa, ko se na televiziji pojavi princ. Nimam besede za to vprašanje. Nimate besede za to vprašanje. Nočem se pogovarjati o gospodu princu. Hvala lepa.